Iz Kidričevega pa smo se na Planet 2 preselili v Velenje, kjer bomo danes spremljali dvoboj predzadnjega in zadnjega na lestvici. Ja, velika dolžnika sta za svoje navijače nedvomno v tej sezoni ti dve moštvi na zelenici. Ja, teoretično možnosti še obstajajo, ampak težko je pričakovati, da bi se kaj radikalnega lahko zgodilo. No, zdaj pa tukaj vodstvo Domžalčanov. Po dveh akcijah velenjskega Rudarja, ko je bil aktiven Kuzmanović, pa na to na drugi strani so presenetili Velenjčane, Domžalčani. Poglejmo tole akcijo še enkrat v počasnem posnetku. No, tukaj je dobro utekal tribunami portugalskega velikana Porto. Takrat žal izgubili. No, zdaj pa priložnost za Sikimića. Sikimić in mimo gola. In posledice so zdaj opazne. Res, da se je zdaj nekaj nogometašov vrnilo. Ampak pustimo zdaj to Kuzmanović, zdaj na desni strani. Spet nazaj in Mulalić brani. Znova se je izkazal. Ibričić ima zdaj morda na svoji prekaljeni desnici gol in tukaj je. Tam je uviral vratarja Radana tudi Sikimić in Domžalčani vodijo z 0-2. Lepa izvedena. Ja, kar borben je Matej Podlogar, tudi fant, ki veliko preteče. No, zdaj pa lepa poteza Sikimića. Podlogar v svojem značilnem prodoru. Podlogar in gol! 0-3. Po slabi minuti igre pa je tako elegantno opravil, kakor si je želel Matej Podlogar. Ravno berem njegovo statistiko in kot bi me slišal, je zatresel mrežo Matej Podlogar v Velenju, kjer pa se, kot kaže, varovanci Dominika Beršnaka soočajo z novo, še 28. zaporedno. Mička je lepo zgodbo, torej z 28. zaporednim porazom, ali je tukaj priložnost za znižanje na 3-1 oziroma na 1-3, bolje rečeno. Tam je moral zdaj pustiti žogo pri miru. Sta bila tudi dobra sprinterja Klemenčič, ki še vedno okreva po poškodbi. Zdaj priložnost za Sikimića, tudi on z glavo. S prednostjo 2 golov na gostovanju, 1-3, dobri 2 minuti do konca rednega dela drugega polčasa v Velenju. Predložek v kazenski prostor, napaka Mulalića, ko je sam razlagal svojim fantom, naj bodo zbrani in da naj se držijo navodila in svojega mesta, pa mu je spolzela žoga z rokavic in ja, kriv je zagotovo on zdaj za ta prejeti zadetek. Poglejmo še enkrat, takole je. Ja, blizu pa tako daleč, naj bi rekli. Ja, po nekem zastanku smo se vrnili. Mislim, da za na koncu nam je malo sreče tudi zmanjkalo, ampak dobro, sreča spremlja hrabre, tako da bomo videli naslednjo tekmo, kaj bo. Sigurno, da sem zadovoljen jaz, predvsem, da je klub, da je ekipa zopet po dolgem času si izborila zmago. Vedeli smo, da bo težka tekma. Igralci Rudarja igrajo razbremenjeno, nimajo kaj za izgubiti, dokazujejo se, delajo sicer v težkih razmerah, tudi ustvarili so vsi priložnosti, ampak jaz mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali. Vodili smo sicer 3-0 in imeli nekako sigurnost v sami tekmi, ampak na koncu smo nekako naredili po teh 2 napakah, dobili 2 zadetka, ampak na koncu nam je bilo najbolj važno, koliko smo si želeli pred tekmo, da zmagamo.